Dober dan, gospe in gospodje. Danes sem vladi predlagal, da po moji presoji in ob sodelovanju kolegic in kolegov v vladi ustanovimo posebno ad hoc skupino, ki se bo skupaj z menoj pripravila na zasedanje Evropskega sveta konec marca letošnjega leta. Vse razprave, ki ste jih slišali z tega odra in drugih nastopov z moje strani o tako imenovani nemško-francoski lokomotivi v Evropski uniji, zdaj dobivajo svojo obličnost. Zdaj govorim kot predsednik slovenske vlade, to zlasti v primeru povzetka tujih medijev, in kot član Evropskega sveta, ne pa v imenu Evropskega sveta, in govorim moje osebno stališče. Moja domneva je, da ni izključeno, da bi tako imenovano nemško-francoski predlog za pakt za konkurenčnost postal tudi formalno predmet obravnave na srečanju predsednikov vlad in držav konec marca tega leta. Danes sem svojemu kabinetu dejal, da je to lahko za Slovenijo prelomna odločitev. Ne samo v tem mandatu, ampak z dolgoročnejšimi posledicami. Zato bi rad odšel na to zasedanje pripravljen. To skupino bomo ustanovili in se, kot rečeno, posvetovali o tem, kakšni so naši pogledi na pakt za konkurenčnost, na tako imenovani nemško-francoski predlog, ki pravzaprav v bistvu uvaja Evropo več hitrosti. Gre za pakt, ki ne bi se mu pridružile tiste države, ki, kot piše, na podlagi konkretnih obvez bolj ambiciozno in bolj zavezujoče izpolnjujejo obveznosti kot tiste, ki so že sprejete na ravni 27 držav. Kot veste, je tukaj predlaganih 6 točk. Prav mogoče je, da se bo do konca marca ta dokument seveda pomembno spreminjal in upam, da tudi ob slovenskem sodelovanju pri tem. Kaj predlaga ta program za boljšo konkurenčnost? Ukinitev indeksacije plač, sporazum o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in izobrazbe za boljšo mobilnost delavcev v Evropi, kreiranje skupne ocene za osnovo davka na dobiček podjetij, pokojninsko reformo, alarmni mehanizem za dolg in nacionalni krizni mehanizem za banke. Moje mnenje je vedno bilo, ves čas mandata, zdaj v finalu, verjetno, to je moja domneva, ena najpomembnejših odločitev, ki zadeva našo strateško orientacijo v prihodnje, pa postaja realna, da se mora Slovenija vedno vrteti znotraj skupine najbolj ambicioznih držav. Seveda se postavlja vprašanje, ali smo sposobni izpolniti te kriterije. Zato bi vas rad obvestil, da je danes vlada obravnavala in sprejela 2 dokumenta, ki sta v tem smislu zelo pomembna in nam bosta pomembno pomagala pri pripravi na to zasedanje. Sprejeli smo sklep o pripravi dokumenta strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020 in sprejeli smo pregled stanja in ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ker bo v ponedeljek ta 2 dokumenta podrobneje predstavil minister za razvoj, magister Gaspari, mi dovolite, da zdaj ne grem v podrobnosti tega dokumenta, ki je približno 40 strani dolg. Pripravljen pa je bil
zavedanjem, da se v Evropi dogaja nekaj, kar bo terjalo našo odločitev. Kot veste, sem bil jeseni lani sklical vodje strank in poslanskih skupin, ter jih opozoril, da začenjamo z predlogom, ki je bil prav tako francosko-nemški predlog, za sankcije tistih držav, ki ne bodo izpolnjevale dogovorjenih benchmarkov, tudi morebiten odvzem glasovalnih pravic, kar bi zahtevalo spremembo Lizbonske pogodbe. To je bil zame tudi kot poznavalca, ne samo politika, znak, da se začenjajo odvijati v Evropi, zlasti tudi v euroconi, procesi, na katere mora biti Slovenija pripravljena. In dovolim si reči, da bomo marca letos pripravljali na odgovor, ali in pod katerimi pogoji bo Slovenija pristopila k paktu za konkurenčnost. Moja naloga je, da koordiniram in usmerjam delo vlade tako, da bo Slovenija zaveze iz tega pakta tudi sposobna uveljaviti. To bi pomenilo, da ostajamo in okrepimo svoje mesto v skupini najbolj dinamičnih držav v Evropi, ki za voljo skupnih zavez in zavezništva znotraj pakta uspešneje nastopajo skupaj in vsaka posebej v tekmovalnem boju v globalni ekonomiji. Pokazalo se bo, da gre za eno pomembnejših odločitev in ker je take vrste, sem se poleg tega, da ustanovim posebno ad hoc skupino na ravni vlade odločil, da pred odhodom v Bruselj povabim na sestanek tudi predstavnike opozicije. Vsekakor pa bo moral svojo besedo predtem izreči še odbor za evropske zadeve ali morda celo državni zbor. Ocenjujem, da gre za odločitev tako velikega pomena. Slovenija se torej, kot rečeno, vse od jeseni lani, ko smo zaslutili, da se v Evropi nekaj dogaja, da vseh 27 držav nima enakih problemov in priložnosti za okrevanje, da bodo tiste, ki so bolj ambiciozne, krenile naprej, da ne bodo šle za hitrostjo najslabšega vagona, ampak bodo kot lokomotiva povlekle naprej in seboj seveda vozile tiste, ki lahko sledijo vsaj v ključnih benchmarkih njihovim ambicioznim ciljem. Od tistega dne naprej smo v vladi, dostikrat tudi diskretno, pripravljali našo državo in družbo na to, da bi pristopili k takemu paktu. Takrat se je morda to šele slutilo, kasneje se je izkazalo, da je torej to dobilo obličnost pakta za konkurenčnost, če in ko se bo tudi formalno pojavil. Nimam informacij, da ne bo nesporazumov, če bodo o tem poročali tuji mediji, da bo tak predlog dan konec marca. Govorim o konkludentnih dejanjih, ki jih imam kot predsednik vlade možnost opazovati med svojimi kolegi in si dovolim ugibati, da se to utegne zgoditi. Če in kolikor se bo to zgodilo, mora Slovenija imeti jasno stališče, kaj je zanjo pomembno, kaj je zanjo nujno, kaj zanjo ni sprejemljivo, se izpogajati tako, da bi bil zanjo, to je moj cilj, pakt sprejemljiv in ga, ko bo, če bo dan tudi v formalno proceduro, sprejeti kot svojega. S tem pa prevzeti nase visoke in ambiciozne obveznosti, ki sem jih malo prej naštel. Vi veste, da se je razprava o tem, ali je to prav ali ne, že odprla, včeraj v Državnem svetu in sicer, da se postavlja vprašanje, je Slovenija sposobna slediti visokim obveznostim, ki jih postavlja ta pakt. No, gospe in gospodje, dostikrat sem vam dejal, da
se mora Slovenija zavedati, da živi v nekem okolju, da je del tega okolja, mi smo člani eurocone, tudi znotraj eurocone nastajajo razlike, kaj šele razlike znotraj Evropske unije, čeprav seveda gre za skupnost, ki ima tudi svoj enoten pravni red. Očitno je, da, kot rečeno, vse države niso sposobne enako hitro okrevati in si niso ali zaradi politične volje ali zaradi bom rekel, objektivnih dejstev ne morejo privoščiti enako hitrega okrevanja. Kje bo Slovenija v tem procesu? Moja odgovornost od prvega dne tega mandata je bila, da ukolikor nismo, pridemo, zdaj smo v skupino tistih držav, ki jim gre to najbolje od rok, čeprav to zahteva veliko dela, veliko odrekanja, vendar tudi veliko večje možnosti za blaginjo naših ljudi, kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno, kar je seveda eden od ciljev slovenske politike. Kot rečeno, s tem zaključujem, v ponedeljek, ker gre za posebej pomembno temo, bo minister magister Gaspari slovenski javnosti predstavil dokument, kjer dajemo 6 ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti na področju zaposlovanja, zmanjšanje ovir za zaposlovanje in odpuščanje, modernizacijo socialnega dialoga, aktivno politiko zaposlovanja, zaposlitvene možnosti za starejše in vlaganje v ljudi, deregulacija poklicev, lažji pritok kadrov iz tujine, pripoznavanje diplom, učinkovitost visokega šolstva pri plačilni disciplini, preprečevanje zamud pri plačilih, odbitek iz naslova DDV-ja, zaščita podizvajalcih v javnih naročilih. Nekaj od tega je bilo danes že sprejeto in je minister za finance to tudi povedal. Naprej, učinkovito financiranje podjetij in spodbujanje razvojnih naložb. Pri tem bomo šli v podpoglavjih v prestrukturiranje podjetij, dokapitalizacijo bank, obdavčitev bank in hranilnic za zagotavljanje dolgoročnejših virov financiranja podjetij, zagon delovanja razvojne platforme, o tem sem vas že obvestil, podpora razvojnim naložbam podjetjem. Naslednji, 5. cilj je oziroma ukrep je upravljanje, gre za posodobitev upravljanja s kapitalskimi naložbami v skladu z dognanji in izkušnjami, ki jih imamo z agencijo doslej. In tudi danes je bil v tem smislu sprejet eden od sklepov oziroma ena od novel, pri čemer je bil sprejet sklep, da se do jeseni pripravi temeljita inventura delovanja agencije, ki jo je štejem kljub vsem pomanjkljivostim za pomemben napredek v upravljanju z kapitalskimi naložbami države. In kot 6. ukrep so seveda administrativni postopki, ki so za nas problem, pridobivanje soglasja za umeščanje v prostor, vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo, uvedba davčnih blagajn, poenostavitev plačevanja davkov, učinkovitejše delovanje sodišč v gospodarskih zadevah in zagotovitev ustreznejšega podpornega okolja za hitrejše črpanje evropskih sredstev. Torej 40 strani dolg dokument z konkretnimi nalogami, ki so pred nami. Prav tako smo danes sprejeli sklep o začetku priprav dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2013-2020. Razumel sem iz razprave, da v tem trenutku, ko sem tudi sam opozoril, da po mojem mnenju vlada danes v mednarodni skupnosti manjša predvidljivost razvoja dogodkov, kot je to veljalo morda za desetletja nazaj, moramo biti hkrati vizionarski in praktični. Vizionarski v tem smislu, da imamo jasne cilje, ki si jih kot družba zastavimo in kot država, ter hkrati pragmatične ukrepe za to, da te cilje dosegamo. Pričemer, kot sem prej povedal, ne smemo nikoli pozabiti, da mi sodimo v neko okolje in nismo otok, ampak sodimo v okolje Evroskupine in Evropske unije, kar zelo pomembno določa tudi naše obnašanje. In spremembe v tem neposrednem okolju, katerega član smo, vpliva tudi na naše cilje in ambicije. Toliko za uvod. Kot boste videli v marcu, bo to še zelo, zelo pomembna tema, kot rečeno. Želel bi si tudi posvetovan z visokimi predstavniki opozicije. Tak sestanek bomo, če bo do njega prišlo, izkoristili tudi za diskusijo o predlogu
Slovenske ljudske stranke, da se pogledajo priprave na začetek dela arbitražnega sodišča po podpisu sporazuma Republike Hrvaške z Evropsko komisijo.